Hej, kako ste? Evo, jaz sem v avtu, otroka sem odpeljala v glasbeno, pa sem rekla, nič, imam čas, da lahko posnamem en video. In sicer bi rada danes povedala o tem, kako začeti dan. Kako začeti dan, da ga začnemo pozitivno, da se dvignemo, kot bi temu rekli, na višje vibracije, da dvignemo svoje razpoloženje. Zdaj, jaz bom povedala tako, kot jaz delam, oziroma kot vsaj sem delala na začetku. Najprej, ko odprem oči zjutraj, se v mislih zahvalim za še en prekrasen, fantastičen dan. In potem seveda vstanem iz postelje in pač naredim, se uredim in tako dalje. In potem sem vzela v roke ta svoj zvezek, ki ga imam posebej za pisanje hvaležnosti, in sem napisala najprej vsaj 10 stvari, za katere sem hvaležna in zakaj sem za njih hvaležna. Potem sem zapisala svoj potek dneva, kaj vse čudovitega se mi bo danes naredilo oziroma se je naredilo, ne. Recimo, srečala sem čudovite ljudi, srečala sem svoje ko-kreatore, prejela sem, ne vem, nepričakovan denar in tako dalje. Potem zapišem tudi svoje pozitivne afirmacije. Pozitivna afirmacija, torej recimo lepa sem, vredna sem, zmorem, lahkotno gradim svoj posel, lahkotno grem čez vse izzive. No, in ko sem vse to zapisala, mislim, da je to, zdaj trenutno nimam zvezka pri sebi, pa moram na pamet, moram malo razmišljati zraven, kaj vse še sem zapisala. Mislim, da so to te glavne sestavine, ki sem jih pisala zjutraj. Zdaj trenutno, ker sem se že toliko, kako bi rekla, utekla v to, že kar zjutraj, ko se zbudim, že kar v mislih vse to naredim. Si predstavljam, kakšen bo dan. Potem tudi čez dan, pa ko imam čas, tudi zaprem oči in seveda meditiram. Najlažje mi je zjutraj, ko spijem svojo jutranjo kavo, sedim, ko je toplo, no, na terasi, zaprem oči in samo poslušam zunanje zvoke narave, da se sprostim in probam čim bolj izklopiti svoje misli. Drugače pa čez dan, ko pač najdete 5 minut, ne rabite, res vas opozarjam, za to vse skupaj ne rabite niti pol ure časa. Lahko vse naredite recimo v 1 minuti. V 1 minuti, ko se zbudite, lahko naredite vse na postelji. Recimo, najprej se zahvalite za fantastičen dan, da ste se zbudili. Če še pomislite na hitro, zakaj ste hvaležni, se zahvalite še za to. Potem si na hitro predstavljate, kaj si danes želite, recimo, da se vam ful dobrega zgodi. Kratka vizualizacija in potem hitro še recimo za kakšno minutko zaprete oči spet in probate izklopiti svoje misli, se osredotočite na svoje dihanje in v tej 1 minutki lepo zmeditirate. In to je to. 3 minute, pa recimo 5 minut vse skupaj. Zjutraj pa boste lahko super začeli dan. Se boste dvignili, če se vam je recimo prejšnji dan kaj takega zgodilo, ki ni bilo najbolj pozitivno, boste s tem preusmerili tudi svojo pozornost na pozitivno. Ne, ker tudi, če se vam zgodi kakšna takšna preizkušnja, to so vse preizkušnje. To so vse izzivi, čez katere moramo iti, čez katere zrastemo. Skušajte, ozavestite ta izziv, ta problem, v katerem ste se znašli, ampak na to pa dajte svojo pozornost na rešitev. Tudi če je vi logično zdaj trenutno še ne vidite, rešitev bo. 100% bo, vedno, zaupajte. Samo pomislite za nazaj, kolikokrat se vam je že zgodilo,
da recimo niste vedeli, kako bi neko stvar lahko rešili, pa se je nekako rešilo potem na koncu samo od sebe. Zato, ker ste spustili. In vedno skušajte to narediti. Ozavestite, potem pa spustite in prepustite temu, da se samo reši. Valjda, če ni druge rešitve. Ne? Tako da ja, zdaj sem malo šla spet. Ampak ok. Torej, na tak način jaz začenjam svoje dni, svoje dneve in se res počutim super. Pa tudi, če recimo nimate časa, lahko v avto si daste gor preko YouTubea, vklopite telefon, YouTube, si ga dajte na sedež, ne gledati gor, ne gledajte na cesto, ampak si dajte gor, polno je teh pozitivnih afirmacij, pa poslušajte to na poti do službe, ali pa poslušajte neko pesem, ki veste, da se ob njej dobro počutite, da ne, če ste žalostni, poslušati pol še nekaj pesmi, ko boste še bolj žalostni. Poslušajte nekaj, kar vas bo dvignilo, kar vam bo dalo motivacijo za naprej, da boste rekli, glej, zmorem, šla bom skozi to, vse sem drugo že prestala, potem bom tudi to. To je tu z namenom, da se nekaj naučim in to je to. In boste veliko lažje šli čez vse te izzive. Seveda ne gre čez noč za vse potrebna vaja, ker če smo navajeni, ne vem, 20-30 let delati po enem kopitu, ne, je potem ne moramo spremeniti vsega čez noč. Vse rabi svoj čas, ampak ne smemo obupati, vztrajati moramo in to je to. Mislim, se to ni nič težkega, ker vedno se zavedajte, da delate za sebe, za svoj boljši jutri in za svoj boljši danes. Tako da, to bi bilo na kratko to iz moje strani. Uživajte, pa se vidimo v kakšnem drugem videu. Čau, čau!